čustva niso naš nasprotnik, ampak so naš prijatelj. Pokopališče je nekako zelo dobra prispodoba za način, kako se mi obnašamo. Če ima eden v paru interes, motivacijo, željo, druge pa nima. Kaj se v tem dogaja? Par, ki pride na terapijo, ima neko temeljno hrepenenje po stiku in tisto, kar terapevt lahko naredi, je, da da prostor za to. Za hec rečeno, terapevt je tista budala, ko vpraša vse stvari, ki se jih ne sme vprašati. Bi lahko kaj več povedali o tem, koliko je glasba pomembna za možgane? Možgani se brez odnosa ne razvijajo. In učimo se iz izkušenj, kako je tako, da delamo napake in da se osramotimo. Dobiš en odgovor, ki ti odpre še več vprašanj, ko si jih imel prej, in to je tisto, kar jaz mislim, da je temelj enega dobrega dela z ljudmi. Vidim, pa kar ustavita, rečta, mislim, malo smerita. Ok, super. Super. Jaz si tako rada poslušava. Ja, pa malo tremo, vsaj jaz bom rekla. Jaz imam malo tremo danes. Ja. Zakaj? Ker sva si zelo dolgo želela vas tukaj imeti. Zelo, ker ste profesorca, ki ima res največ znanja na področju nevrobiologije, odnosov, to, kar je v bistvu je najna tema današnja. In ne predstavljala si nobenega drugega, da bi z nama govoril o tej temi. In sva rekla, ok, če se lotiva te nevrobiologije, Katarino morava proba da dobita. In kadar jo bova dobila, takrat bova govorila o tej temi. Nič prej. Ne. To so res hvaležni. Ja, super. Lahko to predstavlja poslušalcem in gledalcem. Tako. Ampak tako, kot vi poveste, zelo lepo. Jaz sem poslušal, ko ste bili zdaj na delu. Vi ste tako vaš čas, nekje snimate. Mislim, vsaj tako občutek malo. Da se... Vsake tok pride kaj, pa zgleda, da je skos. Jaz sploh nisem vedela, da ima Delo podcaste. Jaz tudi ne. Ne. Pa sem vas videl, pa sem videl, Delo ima podcaste. Ja, in pa nekaj, da jih imajo, ne vem, 14 različnih. In tako, nekaj, wow. Kaj človek se zve? Smo? Ja. Ok, super. Dobro. Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, cenjene gledalke. Ponovno vdaji Preprosto odnosih, z vami sva Luka in Urška. In danes bomo odprli temo nevrobiologija odnosov. Ampak o tej temi ne bova govorila sama, samo mi dva. Prav za ta namen, za to temo sva povabila profesorico, predavateljico, psihologinjo, zakonsko in družinsko terapevtko, ustanoviteljico oziroma soustanoviteljico študijsko-raziskovalnega centra v Ljubljani, doktorico Katarino Kompan Erzar. Dobrodošla. Zelo v čast nama je, da ste danes najina gostja in da bova lahko z strokovnjakinjo na področju nevrobiologije odnosov, poznavanja možganov, poznavanja področja nevroznanosti spregovorila par besed in se zagotovo česa novega naučila. Upam, da bo res tako. Jaz sem pa ponosna na vaju, da vidim, kako naši študentje, koliko ene radovednosti, ene iniciative, pa ene prodornosti uspete razviti in stopiti v svet s temi temami. Tako da, hvala za povabilo. Hvala. Ok, pa da gremo kar v ene čisto osnove za en tako vod. Nevrobiologija odnosov. Kaj vam prvo pade na misel? To je taka zelo široka tema. Naj pa zanima, na kaj vi prvo pomislite. Prva stvar, ko jaz pomislim, so avtori, ki so raziskovalci, ki so bili toliko prodorni ali pa toliko nekako pogumni, da so se spustili na to področje. En vodilnih recimo je Daniel Siegel, ki je prav skoval, on je bil znan po tem, da je znal tako lepo stvari poenostaviti, hkrati pa ostati zelo, zelo strogo znanstven. In on je skoval to interpersonal psychobiological neuroscience. V tem smislu pomeni, to je bila nevrobiologija odnosov. In ta integracija se mi zdi je bila tista, ki je omogočila tudi terapeutom ali pa rečemo psihologom, ki želijo delati v živo pa z ljudmi, pa razumeti, kaj delajo, je omogočila en velik preboj. Dosti večji, kakor so ga recimo prinesle druge nevropsihološke ali pa nevrološke raziskave, ki niso bile tako
jasno zintegrirane z izkušnjo, ki jo imajo recimo terapevti, takrat, ko delamo z ljudmi. Ker konec koncev ti lahko veš veliko o možganih, lahko tudi veš veliko o človeškem vedenju, ampak to dvoje povezati, to je neki izziv, ki sem prepričana, da ga znanost nikoli ne bo mogla do konca razrešiti, tudi ni namen, ker je to nekaj, kar je praktično neskončnega, ampak poskušati misliti, kaj bi pomenilo to integracijo delati, se mi zdi pa nekaj zelo, zelo dragocenega. Tako kot v znanosti, najbolj dragocena so tista področja, ki odpirajo vprašanja, ne tista, ki jih zapirajo. Ki se povezujejo tudi med sabo, pa integrirajo več različnih področij. In ki se razvejajo. Ko pač dobiš en odgovor, ki ti odpre še več vprašanj, kot si jih imel prej, in to je tisto, kar jaz mislim, da je temelj enega dobrega dela z ljudmi. Ali pa razumevanje in tudi enih dobrih izhodišč potem za nadaljne biološko raziskovanje. Ker tudi biologija je v bistvu znanost. Meni je tako bilo lepo slišati, da biologija v bistvu je veda o življenju. In ima v sebi to ponižnost, da nikoli ne moreš vsega vedeti, lahko pa kup stvari razumeš ali pa se navdušuješ nad njimi, jih ceniš in neko tako res globoko ponižnost prebuja v tem, da glej, v miru, z veseljem, z eno odprtostjo se zanimaj za življenje in boš vedno lahko našel še eno dodatno možnost. Ne, da bi izgubil ta osnovni fokus. No, na to mene nevrobiologija odnosov asocira. Če smem sam skočiti z eno zgodbo. Uspel sem spoznati Daniela Siegla na predavanju v Washingtonu. Res je fascinantna oseba. In sam to povem, soočil se s svojim strahom na našem predavanju, ki smo imeli. Nas je bilo 300 tam in je rekel, jaz moram iti čez ene moje strahove. Še nihče me ni slišal pet in danes bom vam pel. In on se je tresel tam, rabo 40 minut, pa ogromno ene motivacije. Ampak on se je pripravil do tega, da se je pred nami soočil s tem in je začel pet. Glas se mu je tresel, pozabilo je, ampak je zboril do konca in to smo bili šokirani vsi in presenečeni, kako je on bil kar pripravljen se to pred nami lotiti. Tako, veste, možgani to rabijo. In mi je to tako ostalo od tega predavanja. Pa smo pa še plesali. Wow. Plesu je do polnoči. Ampak to so dobri raziskovalci. To je veda o življenju. Pomeni pokazati v živo, on bi vam lahko vse razložil o možganih pod strahom. Kako delujejo, kaj se zgodi, zelo v detajle, skoraj do ravni celice. Ampak vi ne bi nič razumeli. Bi lahko vse vedeli, ne bi pa nič razumeli. Ko ste pa videli, kako to zgleda, ob tem, da nekdo je uspel razložiti, kaj se v njem dogaja, ti pa za zmeraj ostane en občutek, ena izkušnja tega, glej, ko te je strah, poskusi iti skozi strah, ne stran, ne mimo. On bi lahko odrezal, pomeni bi lahko na nek način čisto smiselno se pripravil tega, da bi nehal pozornost usmerjati na to, kar se z njim dogaja, takrat, ko ga je bilo strah, in bi lahko pač začel se dreti neko pesem. Bi bilo lahko kakor humorno, šaljivo, a ne tako bi lahko malo klovna igral. To je nek način, kako bi lahko se izognil strahu, ali pa se tega sploh ne bi lotil, a ne pomeni, bi sploh se izogibal soočanju. Ko se je pa soočil, bilo pa dragoceno videti ta proces, da to ni strah premagaš takole, z voljo, z disciplino. Ne, strah premagaš v nekem procesu, kjer se telo počasi navaja sprejemati in zdržati pozornost, zdržati zavestno pozornost na občutja, ki so zahtevna. In strah gotovo je fiziološko zahtevno čustvo, so kakšne, ko so še zahtevnejša, ampak je lepo spremljati sebe in svoje telo, kako gre skozi ta proces. In verjamem tudi, da njegov glas na koncu je bil pristen. Absolutno. Tudi ne vem, kakšen posluh mal, nima njegov sin je glasbenik, tako da nekaj mora biti, a ne neki te afinitete do glasbe in umetnosti gotovo je. In to se mi zdi tudi en znak dobrega raziskovalca, da ga privlači umetnost, ker v umetnosti je ogromno čustev in te vodi v to, da jih na nek, rečemo, zelo lepo zveneč način
premagaš, oziroma ne bi rekla premagati, zato ker čustva niso naš nasprotnik, ampak so naš prijatelj. Ampak kako lahko z njimi živiš, kako jih lahko spustiš v svoje življenje, zato da si bolj ozemljen, bolj pristen, bolj odziven, tudi bolj fleksibilen v odnosu do drugih ljudi. In verjamem, da ta izkušnja vam bo ostala. In on ima take zabavne domislice, da pokaže stvari ali pa izkušnje na način, ki ni traumatičen, on se ni delal žrtev, bogi jaz, kako sem prestrašen in vidite, tudi znanstveniki imamo svoje strahove, ampak rekel, kaj je folk, vas zanima, kako se prije skozi strah, ajde, gremo. In zvečer mislim, da ste vsi plesali malo bolj sproščen, kot bi drugače. Verjetno res. Ja. Kaj pa, če gremo čisto na ene začetke, kako odnos gradi možgane? Recimo, ko se vidi, to je še eno široko vprašanje. Ampak, da kaj pomislite? Prva stvar, možgani se brez odnosa ne razvijajo. In to je naša najbolj optimistična in najlepše spoznanje, ko smo ga dobili z nevroznanosti, da človeški možgani niso narejeni na avtomatizem, pomeni, da bi imeli v sebi ugrajeno neko razvojni potek ali pa neko determinanto, po kateri grejo, ampak so sposobni se razvijati kjerkoli, če imajo odnose. Pomeni, po eni strani lahko rečeš, če se rodiš v okolje, ki je izrazito zahtevno in nenaklonjeno neki varnosti, recimo, ali pa neki skrbi, negi teh mladih, majhnih možganov, bojo morali razviti zelo, zelo močne mehanizme za preživetje, ki jim bojo omogočili, da preživijo. Ampak bo pač to preživetje vezano na okoliščine, v kakršnih se ta, rečemo, hardware razvil. Če damo možgane v bolj optimalno okolje, optimalno pomeni, da je odzivno pa senzitivno. Kaj bi te dve besedi bili? Eno je, da ti sploh opaziš, da dojenček nekaj sporoča, da ga lahko začutiš. Sej, če si predstavljate, hodiš po ulici in začne nek dojenček jokati, jaz mislim, da bi moral biti zelo, zelo pod stresom in zaskrbljen, da te ne bi to zbudil, pa stresal. Ja. Ampak so okolja, kjer ta jok ne strese. Pomeni, kjer so odrasli možgani toliko močno obremenjeni s svojimi procesi, da nekako se ne odzivajo več. Tle bi rekli, da je mehna odzivnost, tudi mehna senzitivnost konec koncev na tele dražljaje, ki jih sporoča novorojenček. In takrat, jasno, bojo ti možgani s tem sporočanjem bo pač ugotovili, da odziva ni. Kaj lahko naredimo, da bi vse to življenje šlo lahko naprej? Pomeni, išče znotraj tiste zmožnosti, ki jo takrat telo ima, išče načine, kako zvečati verjetnost, da bi se kdo odzval. In to počas, se gradi v nek čim bolj predvidljiv vzorec, ki bi povečal verjetnost, da nekdo se bo odzval. Pomeni, takrat, ko dobi odziv, bojo možgani rekli, tlele pa prišel odziv nazaj, tukaj pa je nekdo prišel, pa me pokril z dekco, tukaj je nekdo prišel, pa me nahranil, tukaj je nekdo prišel, pa me poičkal, ali pa tukaj je nekdo prišel, pa zagrnil zavese, ali ne vem, pač naredil nekaj, da je ta napetost zginila. In na ta način se potem povezujejo nevroni med seboj. Pomeni, tisti nevroni, tisti deli, ki so istočasno aktivni, tisti se bojo povezali. In tisti se potem krepijo. In tisti se krepijo in bolj, ko se krepijo, bolj, ko se to ponavlja, jasno, možgani, če hočemo imeti nek funkcionalen vzorec, mora biti čim bolj avtomatičen. Daš čim manj energije, daš čim boljši odgovor v čim krajšem času. Pomeni, ko eno stvar avtomatiziraš, ne boš iskal nove. Ker mi tudi, če si predstavljate, kako mi hodimo v službo ali pa po opravkih, če greš vedno po isti poti. Zato, ker če moraš menjati pot, je kar zelo zoprno. Se najbolj spomnite v Nevaji, ko smo morali do faksa po drugi poti, kakšna mora to je in koliko energije vzame. In če si predstavljamo zdaj neke otroške možgane, pa dojenčkove možgane, koliko napora mora vložiti, če ni tega avtomatičnega odziva. In če odrasel nima predvidljivega in nekako varnega odziva na potrebe ali pa te izraze, ki jih ponuja dojenček, potem se morajo možgani skozi smatrati.
In če se morajo zelo truditi loviti te drobne kapljice odzivov, potem to pomeni veliko porabo energije in tudi precej manj trdno ali pa varno obliko povezav, ker mora biti ves čas pripravljeno vse. In to bo močno zaznamovalo. Ne? In če se mi zavedamo tega, koliko močno lahko vplivamo ali koliko močno lahko pripomoremo k nekem optimalnemu razvoju enega trdnega hardware, teh prvih povezav, ker denček še nima odziva na okolje, ker okolje še ne pozna. In mi lahko s tem, ko to okolje naredimo naklonjeno pa odprto novosti, ki jo ta novorojenček prinese, lahko naredimo kot nek laboratorij ali pa skoraj inkubator za pravi razcvet. In kar je narejeno v teh prvih 3 do 5, 3 mogoče najmočnej, teh 3 letih, bo ostalo za zmeri. In če je ta podlaga nekako tako dobro utrjena in prilagojena temu, da lahko tudi dojenček potem na vedno bolj drobne detajle reagira. Ker če ti se boriš za preživetje, te vse ostalo ne zanima. In pač, ko skrbiš za preživetje in kup detajlov odpade. Ker tvoj fokus, pomeni fokus tega organizma, mora biti na tem, da si zagotovi minimum. In ne rabi drugega. Če pa ti ta minimum imaš že vgrajen, lahko potem začneš se mikro prilagajati na detajle. To pa potem prinese eno fleksibilnost in eno večjo senzitivnost možganov, kar pomeni, da z manj dražljaji dobiš bolj točen odgovor. In mi imamo v življenju, mislim, tako, če bi gledali čisto organsko, 2 poti. Ali se ta senzitivnost veča, pomeni, rabiš vedno manj, da razumeš več, ali pa se manjša ali pa ostane ozka, ki rabiš pa vedno večje doze, da sploh še kaj začutiš, da sploh še na kaj se odzoveš, da sploh še kaj tegane. In to vidimo pa ne starejši, ko je človek v razvoju, bolj jasno se to vidi in bolj moteče je. Ker so potem tudi možnosti za spremembe težje, verjetno. Ja, ko imaš ti enkrat skopan jarka, ne? Ja. Če hočeš vodo speljati po drugem, je kar nekaj dela. Če pa že sprva nekako tisto strugico daš malo bolj po naravni poti, bo pa dalj časa delovala in tudi sama sebe bo poglabljala. Meni je tako, jaz ne vem zakaj, jaz dostikrat, ko sem rekla Tivolja pa na Rožniku in vidim, kako so lepo uredili, ker tam je stalno težava, ker je precej vode in se marsikje pol zamočviri ali pa nekako gre voda, podira potke in potem so res enkrat uredili tako, da je bilo res lepo. In so pripravili vodi najboljši možni tok. A mislite, da je voda šla tam? Ni šla. Ob naslednjem deževju je šla po svoji stari strugi. In namesto, da bi mi videli, kje voda sama, pomeni po naravni poti, steče dol in bi z najmanj muke, najmanj stroškov speljali vodo tam, kjer je že sama našla optimalno pot, bi verjetno tudi izgled tega parka ali pa tistega dela bil dosti bolj zanimiv. In pri možganih je isto, mi bi hoteli ukalupati dojenčka v neki, ampak njegova senzibilnost, njegovega senzornega aparata, to je nekaj, po čemer se razlikujemo tudi po rojstvu že. Je že dana. In če bi samo slišali, bili pozorni na te detajle njegovega odzivanja pa delovanja, bi zelo malo napora ogromno lahko doprinesli in se tudi mi ogromno naučili. Biti z nekim dojenčkom pomeni, da tudi tvoji možgani dobijo novo možnost, da postanejo pozorni na detajle, na kjer še nikoli niso bili. Čisto senzorne, na zvok, na obrazno mimiko, na toploto, gibanje. Nekaj, kar je v bistvu en neprecenljiv trening, ampak neprecenljiva izkušnja, ki odrasle možgane naredi mlade. In to dela raziskovalce. Če gledamo Zigla, to je njega naredil. Kdaj je on zaslovel? Takrat, ko v svojih otrocih videl, zdaj so pa mladostniki, zakaj se tako čudno obnašajo? In pa je začel to raziskovati. Ni rekel, nevzgojeni, zdaj pa jih dajmo pomiriti, da nam ne bojo oteževali življenja. Ampak čakaj, če se oni vedejo tako, mene zanima,
kaj je ozadje. Kaj se dogaja v možganih, da zahtevajo ali pa da tako rečemo, otežijo življenje nekega mladega človeka ali nekega otroka, dajmo pogledati, a je v tem kakšen smisel. Ne pa dajmo pogledati, kaj je tukaj narobe. Ampak ne, kaj nam to pove? In s tem prebojem razumevanja mladostniških možganov, mislim, da se je tle začel razcvet tega medosebne nevrobiologije. To se mi zdi izjemno, ne, ko ste izpostavila, a se jaz lahko zanimam za drugo osebo, kaj se v drugi osebi dogaja. In recimo tega se mi zdi sploh v kakšni terapevtski praksi, koliko malo je tega, koliko smo samo v tem, kaj mi manjka, kaj jaz rabim, česa jaz nimam. Da ni toliko razumevanja tega organskega dela. Tako. Kaj sem jaz vse sabo prinesel v ta odnos, pa kljub temu, da ogromno razumejo in vejo, jaz mislim, ni toliko tega znanja, koliko je to res biološko prepleteno. Ja, pa tudi koliko je to dragoceno. Mi smo tako, se mi zdi, dobro vzgojeni, da mislimo, da če nekaj bolj zahtevnega čutimo, ali pa če se znajdemo ali v negotovosti, ali v neki stiski, v strahu, rečemo, ali pa v tem, da nimamo čist kontrole, se nam zdi, da je nekaj hudo narobe. Ker dolg časa, ali pa še zdaj v kakšnih okvirih, velja to, da zdravo ali pa normalno vedenje je, ali pa normalno stanje človeka je to, da v bistvu ga nobena čustva ne vznemirjajo in da nima nobenih konfliktov in težav v odnosih z drugimi ljudmi. Pomeni neka varno sobivanje brez teh ekstremov. Ampak v resnici to ni življenje, to je smrt. Nagrobniki so primir, vsak lepo oddaljen drug od drugega, urejeni, rožice so tam. To je res, pokopališče je nekako zelo dobra prispodoba za način, kako se mi obnašamo. Da ne motimo drug drugega in da smo okrašeni in urejeni. Ampak to ni človek. Če mi gledamo naravo, če mi gledamo sploh tako čisto biološko, kaj je normalno. Je normalno to, da nikoli ne veš čisto točno, kaj je, da so stvari barvite, hkrati pa v enem zavedanju, da pod to barvitostjo je zelo, zelo močna struktura. In človek, odnosi, recimo, ki temeljijo na tej močni strukturi, da ti, ne vem, če bi rekli, partnerski odnos, ko mi se postavimo na nek aksiom, gledaj, mi dva sva naklonjena drug drugemu, tega ne sprašujemo več. Ampak si greva lahko tudi blazno na živce, kar pomeni znotraj te naklonjenosti je kup nekih barv in procesa in takih raznolikih odzivov, ki niso namenjeni temu, da jih mi mirimo. A so namenjeni temu, da mi rastemo iz njih. Pomeni, da mi širimo svojo sposobnost razumevanja, zavedanja, tudi tega prepoznavanja drugega, samega sebe, da vidimo, kaj vse nam je dano že samo zato, ker smo drug ob drugem. Koliko enih vzgibov, koliko ene iniciative, koliko enih tudi zanimanja, vprašanj, tako enega veselja to lahko prinese, ker nikoli ne moreš čist do konca razumeti. In to je nekaj, kar dela odnose dragocene in kar tudi dela odnose dolgotrajne. Ljudje pa, če so preveč na nagrobnike narejeni, se naveličaš. Moraš stalno zamenjevati en nagrobnik za drugega. In je tako, meni se zdi to tako grozno siromašenje, zato ker vedno eno in isto, po vsakič majčken manj smeš noter čustev prinesti, vedno bolj korektno, vedno bolj na dogovor. In se mi zdi to tako prav, kot da bi izsušil notranjost. Meni bolj, ko moraš ta čustva kontrolirati, da jih ne bi bilo, ne pa, da se iz njih učiš, pa jih porabiš za to, da gradiš eno večjo fleksibilnost pa senzitivnost, je pač res krivica do ljudi, če morajo na ta način funkcionirati. Ne smemo biti čist pristni in to, kar smo. Ja, pri tem, da ko rečemo to, kar smo, to je tudi ena taka, to sem zelo vesela tega vprašanja, zato ker mi se velikokrat o tem, jaz moram poskrbeti zase in biti to, kar sem. Kaj pa si? Kdo pa ti si? Kdo si ti,
In mislite, kdo sem jaz, si predstavljam, sedim v sobi in premislim, kdo sem jaz. Pa grem pa ven in ne pustim, da kdorkoli ta moj jaz stolče. Ampak v resnici, kdo jaz sem, bom lažje ugotovila ob tem, ko bo ljudje prihajali do mene, ker bom videla, kaj vse mi prebudijo. In vidim, jaz sem zelo jezna, sem zelo tečna, sem navdušena, sem vesela, sem žalostna. Kup enih odzivov, rečem, vse to sem jaz. Ob ljudeh, kaj vse lahko doživimo, je pa res, da tisto, kjer pa rabimo premisliti, pa se pogovoriti, pa raziskati, pa je to, kako bomo interpretirali te odzive. Ja. Tukaj se zatakne. Mi pa zato, ker se tukaj zatakne, potem skušamo to rešiti tako, da bi čustva odrezali. Ker pa ne bi bilo treba se s tem ukvarjati, ne? Tako pametna možganska zanka, če hočeš imeti mir, nekaj čutiti. Ne? Ja. Pa se vam zdi, recimo, ko spremljate ljudi, imamo ljudje željo po tem raziskovanju, ne? Ker ko ste razlagali, kako bi bilo, ne vem, se zanimati, raziskovati, videti, kaj vse še lahko jaz naredim, kaj se še vse lahko v najnem odnosu recimo naredi, izboljša. Je ena osnovna motivacija pri ljudeh ali je občutek, da v bistvu ljudje sploh ne vejo, kaj s tem narediti? To je tudi dobro vprašanje, ker tle je več ravni. Eno je zanimanje, eno je motivacija, eno je sploh en občutek za odnose, a se sploh zavedamo, da biti v odnosu je že, da že samo dejstvo, da ti si v odnosu, je že ena nova stvar za raziskati. Mi pa tako nekako se nam zdi, smo skupaj o tem ne razmišljamo, in potem samo nekako poskušamo to sobivanje ali to druženje narediti prijetno za nas, zanimivo, znosno včasih. In s tem se zelo odmikamo od tega temeljnega hrepenenja, ko pa mislim, da vsakmu od nas, ker to nas žene naprej. In hrepenenje je potem, da bi razširili, da bi lahko s polnim čustvenim aparatom in miselnim, da bi lahko s polno zavestjo doživljali življenje. Ampak kadar ni te, rečemo, Ziegler v tem rekel, integracije, pomeni, da mi lahko zavestno prenašamo svoje čustvene odzive, takrat je tukaj velik razkorak. Imamo neko predstavo, kaj ne bi odnosi bili, ampak naš čustven odziv pomeni ta telesni, avtomatičen odziv drug na drugega, gre pa v drugo smer. In tam se potem začnejo ta vprašanja, kako zdaj naprej, kako najti neko tehniko, da bi midva lahko prišla do enega malo bolj živega vira tega odnosa, pomeni do tega hrepenenja, ki je spodaj. In to je dostikrat marsikomu onemogočeno. Čisto preprosto zato, ker že v hardwareu ni teh potk narejenih, po katerih bi lahko to hrepenenje si sploh upali zavestno začutiti. In tudi, če gledamo, kaj je največji problem ali pa s čim si ljudje pomagajo, je, da manjšajo samozavedanje. Ali z alkoholom, tudi če je to samo eno pivo zvečer. Ampak sem, da ne bi bilo treba toliko čutiti. In ko mi krnimo to samozavedanje, jasno zgubljamo možnost, da bi ta čustva obrnili v nekaj živega. Pomeni, da bi res to hrepenenje v odnosih začeli resno jemati. Ker jasno, če ti greš na to hrepenenje, pomeni na to res temeljno potrebo po stiku, ki jo ljudje imamo. Ja, potem je vse drugače. Potem ne bo zadovoljen samo z sporočili in korektnim komuniciranjem, ker to ni naravno. Mi nismo za urejene potke. Smo pa zato, da znamo artikulirati tudi zahtevna čustvena stanja na način, ki je spoštljiv, ki je dostojanstven in ki ga lahko druga oseba zavestno sliši. Ker če se jaz na nekoga zderam, sicer v enem drobnem trenutku me to lahko sprosti, ampak se moram potem s tem živeti. Jaz sem se na nekoga zdrla in v bistvu sem samo sporočila to, da pojdi stran.
nehaj, a ne? Nekaj sem vrgla ven. In to je lahko pač zelo, zelo narobe razumljeno na drugi strani in pomeni, ok, če hočeš, da grem, pa grem. Ne? V bistvu pa je ta jeza ni bila pejt stran, ampak je bila, a lahko me razumeš in priješ do mene drugače. In če terapija je proces, v katerem, če uspemo začutiti drug drugega, ali če uspemo pomagati nekemu paru, da začuti, kje v resnici je to hrepenenje zasidrano. Potem bodo ti vedenjski vzorci dobili drug pomen. In cilj, tudi organski, je, da mi razumemo, kaj čutimo, ker ko mi razumemo, kaj čutimo, dobimo manevrski prostor, v katerem lahko soustvarjamo odnose na dosti bolj fleksibilen način. Se ne ustrašimo potem tudi, ko pride težko. Ja, pa tudi, če se ustrašimo, gremo tako, kot še v zigelj. Mene je strah, bom poskušala ti povedati, kaj bi rada. In najbrž mi ne bo uspel. Ampak daj me kakšno podvprašanje, povej mi, kje mi že ne slediš več, zato da bomo lahko nekaj skupaj soustvarila. Ker v odnosih ni prav pa narobe. Razen dobro, imamo ekstremne stvari, pač so stvari, ki se jih ne dela, ampak dajmo iti na te navadne odnose. Bomo govorili o travmi zdaj. Ampak, in znotraj tega pa je ena kreativnost. Glej, vidva lahko živi tako, kot šta. Ne? Če jaz živim drugače, to je moj problem. A če vidva želita na ta način med sabo odnos imejte ga, ampak dajte razumeti, kaj to pomeni. Kaj to pomeni, če rečeta, ok, midva se ne bi rada pogovarjala. Čisto v redu. Ampak sem dajmo pa razumeti, kakšna čustva to prinese, kako interpretirati ta čustva in kako vsem ta odnos postaviti na nek prostor, kjer boste oba lahko kljub vsemu živela svojo notranjost, pa ohranila to temeljno naklonjenost drug do drugega. Pa imamo lahko odnose, ki so izjemno burni, ampak če je ta burnost dobro zregulirana, je to lahko en zelo pester, bomo rekli, strasten, zanimiv odnos. Ni to, da bi rekli, vsi morajo na isti način se razumeti. Tisto, kar je kriterij odnosa, je, koliko je fleksibilen, koliko je varen, v smislu, koliko lahko ohranjamo ta aksiom naklonjenosti in koliko je ozaveščen. Pomeni, koliko lahko govorimo o stvarih, ki jih doživljamo. In tukaj je po mojem, ključ do tega, da se počasi ta kreativnost v odnosu razvija in da hrepenenje po stiku začne delati za nas. Je tako rekla, da mogoče na začetku mi delamo za odnos, potem pa odnos začne delati za nas. Ko enkrat prideš do hrepenenja, te to hrepenenje drži gor. Pomeni hrepenenja, to je zaupanje v to, da odnosi so prostor, v katerem je varno in v katerem se lahko razvijaš. To bi bilo, rečemo, to hrepenenje. In potem tudi stvari, ki so zahtevne, čustveno, da razumeš drugače. In v bistvu to bitka za samozavedanje in bitka za interpretacijo, ko jo stalno bijemo. In tudi možgani, če imajo možnost stalno graditi to integrativno funkcijo, pomeni, da stalno gradijo pomen tega, kar se nam dogaja, je to en neskončen vir tudi zanimivosti. Odnosi niso nikoli dolgočasni. In je vedno tako, bolj droben vzgib bo dal več. Bo več hrepenenja v telesu. Pomeni, rabiš samo mogoče se spogledati, pa se že prebudi celoten spekter procesov, ki si jih v tem odnosu dal skozi. Ker spomin deluje tako, da ima vsaka izkušnja ima svojo, rečemo, svojo pot. Izkušnja, ne vem, smučanja se veže na izkušnje smučanja v spominu, se ne veže na izkušnjo plavanja. In ko ti, če si recimo kot otrok veliko smučal, potem kot odrasel lahko samo vidiš smučke in se ti prebudi občutek, spomin in celoten spekter tega, kaj smučanje je. In tudi v odnosu, če ti v odnosu si lahko veliko čustvenega spregovoril, iskal, razvijal, integriral, potem samo da vidiš to osebo, samo da pomisliš na to osebo, se vse to prebudi. Pomeni se celoten spekter tvojega čustvovanja in tvojega hrepenenja, tvojega doživljanja oživi, kar pomeni se aktivira
celoten organski potencial in je tvoj svet barvit. In je kup tudi potem idej, miselnih premikov in tudi enega mogoče poguma za raziskovanje in zanimanje toliko večji. Ker je toliko široko polje barv. Čustveno dostikrat, ko se mi zdi ena taka dobra prispodoba, so kot barve ali pa kot zvoki. Več, ko jih imaš, več lahko ustvariš. Več detajlov lahko not prineseš. Kaj pa recimo, če ima eden v paru interes, motivacijo, željo, druge pa nima? Ja, Kaj se v tem dogaja? ja, to je zelo zanimivo pogledati, kaj to pomeni že samo po sebi. Ker tudi, če jaz mislim, da imam interes in mislim, da drugi ga nima, je že ta predpostavka, jo treba postaviti pod vprašaj. A je to res? Kaj ta vedenjski vzorec pomeni, pritiska pa umika? Kaj pa, če to samo sta dva obraza regulacije strahu in jaz pač toliko pritiskam zato, ker ne zmorem razumeti svojega strahu, žalosti, pogrešanja in potem pritiskam, da mi ti me odreši teh čustev, ki jih imam. In drugi seveda ne more do svojega hrepenenja po stiku priti drugače, kakor da reče, čakaj, to ni stik, to, če ti name pritiskaš, da zbrišem tvoja čustva, to ne bo dobro. Zdaj, ta človek tega ne ve. Ampak je normalno, da ko nekdo se hoče znebiti čustev, mu tega ne boš omogočil. Ker to veš, da ni dobro. Tvoj telo ve. In jasno tisti, ki se umika, pomeni, ki ima ta obraz strahu, da sam ne trzati na pritisk, ker če boš trzal na pritisk, se bo ta povečal. Pomeni, če ti mami, ki je vznemirjena, še bolj joku, bo šla še dalj stran. Ali so pa še bolj drla. Pa imamo tiste, če bi šli recimo na otroški vir tacga obnašanja, pa imamo tiste situacije, ko se odrasel in otrok borita, kdo bo koga preglasil. In jasno, odrasel tle zgubi, zato vedno stopnjuje in otrok počasi utihne, če hoče odrasel ga ohraniti. Pomeni, oba se borita za to, da bi lahko ohranila ali pa zgradila sploh neko zaupanje, da stik med njima je možen. Ampak oprema, s katero sta ta stik se naučila vzdrževati, je bila pa taka, da eden je pritiskal, drugi se je pa umikal, ker če se je umaknil, je kdo prišel zraven. Jasno, ta bolj, ko se umika, bolj ta pritiska. In je nek navidezen stik, je tukaj zagotovljen, ker nikoli ne prijeta zares skupaj. Če bi prišla zares skupaj, bi oba se počutila kot dva nemočna otroka, prestrašena, zavržena, brez ene gotovosti, da se bo kdo na njiju odzval. Mi pa dostikrat si mislimo, ja, ona ali pa on se toliko trudi, vse naredi in drug partner ga zavrača. In čigava potreba je to? Kaj bi to zares pomenilo? Kaj ti možgani zares hočejo? Ti možgani nočijo ne enega, ne drugega, ne umika, ne pritiskanja. Ampak hoče, da želijo, pa je potencial je v tem, da enkrat ozavestimo, kaj ta pritisk pomeni. Zakaj ti pritiskaš? Česa te je strah, kaj zares doživljaš? In če si predstavljate nekoga, ki je skozi pod prisilo, da pritiska, ker če ne, bo izgubil zadnjo nitko, s katero je vpet v odnose, če temu človeku razpremo en cel spekter možnosti, tudi čustvenih, in mu pomagamo s svojo prisotnostjo, jasno, ne z nekimi navodili, reči, tudi če pritiskaš, jaz sem še vedno tukaj. Tudi če nehaš pritiskati, sem jaz še vedno tukaj, ker to pritiskanje ima še kup drugih imen, ima še dosti bolj široko ozadje in dajmo mi to ozadje malo razdelati. In jasno nekoga, ki se umika, reči, tudi če se še tako daleč umakneš, sem jaz še vedno tukaj. In še vedno lahko čutim tvoj strah. Ga razumem, ampak dajmo začeti peti, ne? Dajmo počasi videti, kaj bi se zgodilo, če bi poiskali besede za to, da se je treba v odnosu toliko umakniti. In pa počasi gremo lahko raziskovati to hrepenenje. In če si predstavljate, tako kot ste na začetku rekla, en bi si zelo želel odnos, en se pa umika. Kakšno vzdušje naredi, če to rečete? Je neko vzdušje pritiska
in ene teže. Če pa mi rečemo, dajmo mi dva počasi poiskati, kaj je iza tega vedenja, dajmo malo raziskovati. A čutite, kako se vzdušje zmehča in kako se razširi. In to je tisto, kar si želimo v terapiji, sploh v terapiji parov, vzpostaviti en prostor, kjer postanemo zanimivi sami zase in drug za drugega. Pa zgradimo, kar zgradimo, ne? Prav v mislih imam tako kot vas slišim klijente, pare, ki pridejo pri nas na terapijo, ki so včasih kar sam pri sebi poprašam, pa kaj mi sploh njim gledamo razen tega prostora in to možnost in ta čas, ki so si ga vzeli za to, in tudi neko strukturo, da lahko naslovimo vse te stvari. Pa se poglobimo, pa se tudi dovolimo začutiti in se spoznati. In pa oni itak steče jim. Sveta, ker hrepenenje je še vedno spodaj. Tako. Hrepenenje je vedno par, ki pride na terapijo, ima neko temeljno hrepenenje po stiku. In tisto, kar terapeut lahko naredi, je, da da prostor za to in da s svojo prisotnostjo zagotavlja stik tudi takrat, ko ga mogoče partnerja še nista ozavestila ali pa še nista nekako v polnosti začutila, ker jasno, čustva so kar naporna stvar. In se mora telo na to navaditi. Možgani morajo se navaditi na to, da zdaj bojo pa malo bolj preplavljeni, da zdaj bo pa več tega telesne napetosti, recimo. In ko zavest začne s tem se soočati, je to kar hud naporno. Če si predstavljate, da se močno ustrašiš, ali si močno jezen, ali se ti en močen odpor čutiš, to je naporno, komu se to ljubi. In zdaj o tem razmišljati in imeti prostor, mora biti nekdo ob tebi, ki ne pade, ki se tega ne boji, ampak ima že toliko, rečemo, utečeno to ukvarjanje s čustvovanjem ali pa razmišljanje o čustvovanju, kar terapeut bi po defaultu moral imeti, da so njegovi možgani večji od tvojih. Pomeni, da lahko rečejo, koliko je to zanimivo, da lahko postavijo vprašanje, na katerega ti ne bi nikoli pomislil. Se lahko zanima za nekaj ali pa opazi nek detajl, ki tebi sploh ni še ozaveščen. Kaj terapeuti opazimo? Vsako spremembo obrazne mimike, spremembo v pogledu, v lesku v očeh, v telesni drži, v besedah, v čustvenem zvenu, v tonu glasu. In če to znamo nekako zrcaliti in pomagati ljudem razumeti, se vama ni treba zdaj delati ekstremnih sprememb. Ampak če mi opazimo te drobne premike, koliko drugače vidimo drug drugega. Pomeni, na nek način odpiraš ta prostor za eno zanimanje zase. Ker ponovadi ljudje, ko se v odnosih matramo, takrat se počutimo, da nekaj z nami ni v redu. In bolj, ko bi se zanimali zase, več tega negativnega se bojimo, da bi našali. Zato tudi skrivamo to drug pred drugim, ker če bi gotovili, koliko sem pa jaz jezna, pa bi pa vsi pobegali. In pa skrivam to jezo in kaj to pomeni, je, da tako iz umetničena bo res vsi pobegali. Ker se noben ne bo mogel z mano v stik. In terapeut je tam zato, da reče, lahko si jezna, v redu je. Dajmo poiskati prave besede, zato gremo pa iskati spomine, pomeni tisto, kar je najmanj boleče, najmanj, bom rekla, zahtevna zgodba, na kateri lahko vsa ta čustva preigramo. Sej lahko so težki otroški spomini, sam še vedno je lažje v nekem, recimo eno ranljivost v odnosu razviti, tako da poveš neko težko zgodbo iz otroštva, kakor da poveš, ti greš me zdaj na jetra. Je bolj tvegano, Zato se preigrava ta čustva, tako ena dramaturgija, to bi se zgrajene zgodb, je tako, res zabavna stvar. Rečeš, dajmo videti, kako bi ta scenarij lahko bil. In ta čustva, ki so prisotna, opišeš na zgodbi, ki je seveda resnična, ampak ni razdiralna v tem trenutku. In potem se lahko tudi v sedanjosti, ko se ta nabor čustev, ki jih smemo razumeti in sprocesirati, zveča, potem lahko začnemo pa tudi drugače interpretirati vedenje tukaj in zdaj.
Torej, najprej si moramo ustvariti eno širino, ne? Ja. Ja, da potem sploh lahko karkoli delamo, pa spreminjamo tudi na koncu. In zato je terapevt, kot ste rekel na začetku, a ne, pač mi nismo tam zato, da ljudi učimo, kako naj se pravilno obnašajo. Mi smo tam zato, da ljudje dobijo veselje sami nad sabo. Da reče, a veš, kaj vse je v meni? Jaz bi pa to rada s tabo delila. Ne? Tako, da pomagamo to, vede o življenju krepita. Ne? Ja. Meni kar naprej se vračam k temu, kar ste na začetku rekla, ne? Ta biologija, ne? Vede o življenju. Se skozi v bistvu govorimo o živosti. Seveda. Živost, živahnost, da ni tega mrtvila. Ja, ker tudi če pogledamo naravo. Če res tako z očmi biologa pogledamo na svet, je že en sam listek enega drevesa nekaj neskončno zanimivega. Tega človek nikoli ne bo mogel ustvariti sam. Pa se lahko še tako potrudi. Ampak tega potenciala ali pa te raznolikosti ali pa te detaljnosti, ki je v enem navadnem listku. Dajte si ogledati zdaj spomladi, kakšen listek na drevesu, čistko, ko raste, šloh kakšne, ne vem, bukve ali pa gabri, ko ima malo tako list tak mečkan nazobčan. Ja. Koliko je to, koliko detajlov je tukaj, koliko je na vse bilo pomisleno. Mislim, tako, ker mi lahko naredimo umetno marsikaj in so čudovite umetne rože in listi in vse, ampak tistega, da bi čutil noč življenje, tega pa človek ne more narediti. In ko enkrat začutiš, da so v drobnih stvarih, koliko se noter skriva v bistvu v neskončnost razdrobljenih detajlov, in če bi s tem pogledom lahko razumeli sebe pa drugega, jaz mislim, da bi bilo res zanimivo živeti. Torej ne rabimo velikih stvari, rabimo male, drobne stvari. Ja, pozornost na drobne detajle, ker to ti odpira. Ne? Vsak detajl odpira še dodatne detajle naprej. Zato tudi v raziskovanju, kamorkoli greš, se stvari drobijo in nikoli ne priješ do konca. Ko priješ notri celice do nekakšnega detajla, še vedno nič ne veš. In odnosi so ravno tako. Odnosi so nekaj živega, nekaj, kar ni zdaj, da moraš analizirati prav faktor, zdaj si pa tako roko dala, pa si jo tako premaknila. Ne v to smer. Ampak ta detaljiranost ni v analiziranju vedenja, ampak v razumevanju in ozaveščanju čustvenih vzgibov. Pomeni, v čustvih rabimo detajle, ne v vedenju. Mi pa gremo v vedenje in vedenje do nule poskušamo zdetaljirati in izgubimo vsa čustva, ker če si ti toliko pozoren na vsak detalj, kje bom imela roko, kje bom imela ono, ko bom ne vem kaj počela, nikoli ne bomo prišli, to umetno ustvarjeno. Tudi, recimo, to je tako zanimivo videti pri ljudeh, ki se naučijo govorništva. Jasno, govorništvo se je razvilo tako, da se je gledalo dobre govornike in se je detaljno opisalo, kaj ti ljudje počnejo. In potem se ti lahko naučiš vseh teh korakov. Pa ni isto. Ampak je izumetničeno, je smešno in rečeš, vem, kje se je učil retorike. Zakaj? Zato, ker dober retorik ima sporočilo. In bo lahko vse narobe naredil, pa bo prav zvenel. Nekdo, ki nima sporočila, ima samo strukturo, ima samo obrt, bo sicer super izpadel, ampak ne bo nagovoril. In se mi zdi, da tudi v odnosih je glavna stvar poiskati to temeljno hrepenenje. In potem ga vsak par mora utelesiti na svoj način. Zato, ker je to njuno, ker odnos ni tako, da ti že veš, kaj bo pojutrišnjem. Ne, v tem trenutku pač tako. Če nam to ni v redu, naslednji trenutek lahko naredijo kaj drugače. Kreiraš nekaj, česar še ni. A ni to potencial? Ja, a ni to fantastično? Karkoli lahko narediš. Da se to malo pozabi. Tekom življenja, v teh svojih vzorcih pozabimo na vso to širino, kaj vse lahko je in da je neskončno enih možnosti. Absolutno, ja. Ne radikalnih, ne. Ampak teh drobnih, ko pa dajo radikalen učinek.
Prav to, ko so na partnerski terapiji, vrtijo se okoli enih in istih stvari, ki so jih naveličani, jih imajo dost, videti se več ne morejo, isti občutki so, pa so že kar malo vsak z eno nogo skozi vrata, zato ker so toliko naveličani tega kroga. Ja. Zato, ker to je, rečemo, to je tista ustaljen način regulacije, ki je tudi organsko pol zelo utrjen, ampak in omogoča, da se izognemo soočanju s strahom, sramom, z zavrženostjo, vsemi temi temeljnimi, s tem temeljnim strahom, da ne pripadaš, da nisi del svoje vrste, tako samoumevno, da lahko zgubiš pripetost na človeško družbo. In to je najbolj grozen strah, ker človek ne preživi, če ni vpet v odnose. In zato se pač razvija nek vzorec, ki ti zagotavlja, da odnosi bojo, sicer bojo grozni, ampak boš nekam spadal. In tukaj je ta izziv ziglane, kaj nisi še nikoli naredil. Jaz še nikoli nisem poslušal več kot 2 sekundi. Dajmo danes poskušati 5 minut poslušati, pa bomo videli, kaj se zgodi. Še nikoli nisem pel, to je moj največji strah, dajmo zapeti. Ampak počas. In takrat se začne razpirati neko možnost za to, da bi začeli svoje življenje kreirati, ne pa samo čakati, da mine. Meni se je to zapletanje ali pa to zanašanje na vzorce je v bistvu čakanje na konec. In to se mi zdi največja krivica, če ljudi v tem pustimo. Ker življenje ni samo čakanje na smrt. Na grobnik, kako ste rekli. Ja. Velika noč bo zdaj. To ni neka pravljica ali nekaj, ampak je, če greš ti do tega hrepenenja, se bo pokazalo nekaj, česar noben ne bi pričakoval. Nekaj, kar je močnej od smrti. Pomeni, treba se v vzorcih noter pacati, ampak lahko tvegamo in se bo razkril nekaj, kar nas bo presenetilo. In tisto ostane. In tisto, kar se novega prenese, to, kar možgani, tako kot rekel Ziegel na tem primeru, to za moje možgane dobro. Zakaj? Zato, ker jih prisiliš, da končno začnejo delati. Ker če ne, možgani so najbolj, to pa res vsi nevroznanstveniki govorijo, da so najbolj len organ v našem telesu. In če bi bilo možno, ne bi nič delali. V smislu, bi šli po ustaljenih poteh, ker s tem šparajo energijo. In kadar jih mi prisilimo, da naredijo nekaj novega, in najbolj smo prisiljeni v to odnosih, sploh ko se zapletemo nekaj, kar nam je pa res že ko zžaganje, žvečet, potem je možnost, da jim bomo rekli, vi imate malo več potencijala. Dajmo poskusiti nekaj novega. In pa ko možgani, jasno, ko začnejo nekaj novega ustvarjati, nekaj novega graditi, se tudi majčkeno začne dopamin sprožati. Dopamin je prinese pač veselje do življenja in motivacijo. In je precej zasvojitvena substanca. In ko enkrat ugotoviš, koliko je fajn raziskovati, pa ne boš nehal. Oksitocin se, če vztrajamo, pomeni je tudi pač nam omogoča, da se čutimo povezani, in je v bistvu tudi kemično nas začnejo možgani nagrajevati takrat, ko jih majčkeno potisnemo izven tega default moda. In to terapevt dela. Terapevt v bistvu tako, malo za hec rečeno, terapevt je tista budala, ko vpraša vse stvari, ki se jih ne sme vprašati. Ni tabu tem. Pa tudi smo eni trenerji, bi jaz rekla. Ustrajaš, kaj še lahko narediš, kaj še lahko drugače, probaj še tako. In samo daš prostor, tukaj se lahko trenira. Da ni to eno možnost, maščaš tole za moč, bo vsega konc. Hkrati je pa tudi za terapevta to bi bil najbolj duhamoren posel na svetu, če bi moral ljudi ukalupljati v nek vzorc. In ti greš in naučiš vse. Torej, za odnos gleda tako, pridemo, rečemo dober dan, uporabljamo, določen tip komunikacije in dajmo zdaj to se naučiti in doma trenirite in pridite nazaj in bomo videli zdaj naslednji korak. Jaz ne vem, komu bi se to ljubilo delati več kot pol ure.
Če pa lahko vzameš terapijo kot prostor enega raziskovanja nečesa, kar boš vedno presenečen, kaj se bo izkazalo, potem pa tudi ljudje bojo lažje se s tabo veselili tega, kar lahko še odkrijejo. Tudi če to pomeni, da bojo lahko obdobja žalovanja, da bojo lahko obdobja pogrešanja, da bojo lahko obdobja strahu. A ne? Jasno, ko se razpira ta naš čustven svet, najprej se razprejo negativna čustva. Tista, ki jim rečemo negativna, ki so vezana na skrb za preživetje in ne zahtevajo zavestne pozornosti. Ker ti pa, če si v smrtni nevarnosti, nimaš kaj razmišljati, mora telo odreagirati samo. Zato so ta čustva tista, ko nas preplavljajo in se jih mi bojimo, ker morajo prebuditi strah, ker hočejo, da se zavarujemo. Medtem ko pozitivna čustva pa zahtevajo zavestno pozornost. Ti, če hočeš opaziti, da je pomlad, moraš zavestno pogledati okrog in potem boš lahko začutil eno spoštovanje, hvaležnost, veselje, taka blaga čustva, ko te širijo in ti odpirajo tvoj spektar. Ampak jasno, če hočemo priti do pozitivnih čustev, moramo najprej biti sposobni ali pa si upati negativna čustva ozavestiti. In reči, ja, ok, sem žalostna. In da je nekdo tam, ko reče, lej, to pa jaz lahko spoštujem, to tvoja žalost. Da lahko nekdo s pozitivnimi čustvi, s pozitivno pozornostjo ovije tvoja ta težka čutenja. Potem pa se začnejo stvari integrirati. Zato lahko ljudje, če v enem varnem odnosu ti lahko ozavestiš svojo težko vsebino, rečemo, potem se začne to dvoje povezovati, kako smo rekli, nevroni, ko se hkrati aktivirajo, se povežejo. Pomeni se, ta negativna čustva povežejo tudi s to zavestno, pozitivno pozornostjo in se lahko začnemo zanimati za to področje. In to potem omili, ker pozitivna čustva in ta socialni krogotok, takrat, ko smo v stiku z nekom, avtomatično ugasne alarm. Ta dva krogotoka sta obratno sorazmerna. Pomeni, mi lahko zmanjšamo negativni ali pa ta zahteven vpliv teh preživetvenih čustev, če imamo neko varno socialno mrežo. In to pa postane zanimivo. Pa rečeš, tako, ko ste gledali Ziegla, ko se s strahom sooča, to je neskončno zanimiva stvar. Ker rečeš, kakšno vse čudne misli in občutja in drže jaz dobim, kadar me je strah. Wow, mislim, nisem vedel. Tako, to je nek tak ključno. Sam to izven odnosov ne gre. To ni, da ti doma sediš pred steno in rečeš, jaz sem v redu človek in sedaj me je groza. Ne, ker se groza preplavlja. Če pa te ne preplavlja, pa ni groza. A ne, v smislu... Meni je to všeč, ker vi kar odgovarjate na vsa moja vprašanja vnaprej. In glih na to bi se navezal. Koliko je pomemben odnos in koliko tega ne moramo sami narediti? A ne, tako, kot ste lepo opisali zdajle. Brez odnosa to ne gre. Tako. Niti podrazno, sploh in nikoli in ne. Zakaj ne? Ker organsko ne gre brez odnosa. Mi lahko razmišljamo o marsičem. Mi lahko reflektiramo marsikaj. Ampak tok drgač ali pa stok enega izziva ali pa tudi, kaj bi rekla, impulza, kakor si ti prisiljen reflektirati stvari, ko te nekdo gleda ali pa ko je nekdo zraven, ko te nekdo nekaj vpraša, tega sami sebi narediti ne moramo. Tako, ker da bi samega sebe za lase iz močvirja ven potegnil. Ne moreš. In verjamem, da bi bilo čudovito, da bi imeli treninge, kako ti sam sebe uštimaš in greš v svet in te nič več ne gane. Ampak to je ravno tista zabloda, tako nas možgani okoli prenašajo. Nehi nas smatrati. Če bo prišli drugi ljudje, bomo morali čutiti nekaj, kar mi nočemo. Zapri se v sobo in tuhti in si zmantrej svojo čustveno mirnost, s katero greš pol v svet in pol kogarkoli vidiš, ga boš grdo pogledal, ali boš nekaj naredil. Vse to se opaziš. Jaz razumem, da je to iz neke stiske. Ja, jaz bi rada sama sebe pomirila, predno grem na ulico. Fantastično. In pa vidimo te umirjene ljudi, ko ti kar slabo, ko pogledaš v obraz, ker je toliko enega napora in toliko enega truda, kako ne
ne biti to, kar si, a ne tako, kot smo prej govorili. Lej, nič hudega, če si, a ne, mal bolj nečustveno odziven ali pa reaktiven. Sam to ne pomeni, da zdaj rečeš, jaz taka sem in vsakega naderem. Ne, jaz taka sem, da me vse vznemir. Ampak ne bom pa se drla na ljudi. Kaj bom s tem vznemirjenjem naredila? Moram poiskati prostor, v katerem to vznemirjenje bo dalo eno dodano vrednost. Ne pa reč taka sem in briga me. Ne, če si taka, je moraš čisto in živeti. In z eno čustveno senzitivnostjo, to je največjih darov, ki jih človek lahko ima, a z njim je blazno težko živeti. Če mi gledamo, ne vem, umetnike, ko sem se sem vozila, bila po radiju ravno en Chopinov klavirski koncert in mi vemo, kako je Chopin živel. Zelo težko. In se odnosih zelo matril, marsikoga rano in bil on marsikdaj ranjen. Ampak kolikor je uspel te senzitivnosti preliti v glasbo, je neprecenljiva stvar. In zdaj mi bi lahko Chopina umirili, da se lepo obnaša. Pa bi izgubili vso to glasbo. In bi bilo škoda. Še dobro, da je trpel. Ja, rečemo to njemu. Ne? Ampak tako, če gledamo res te velike umetnike, koliko so ti ljudje težko živeli. To ne pomeni, da zdaj ti, a ne pa si misliš, če jaz težko živim, bom dober umetnik. Ne boš. Ampak je treba razumeti, da v tej čustveni barvitosti pa sposobnosti res doživljati svet v toliko barvah, v toliko zvokih, da v bistvu treba te ljudi podpreti. In pomagati preživeti. Ker on ni pisal tako lepo, samo, mislim, ni bilo trpljenje vzrok njegovega ustvarjanja. Ampak njegovo ustvarjanje je bilo vzrok trpljenja. On tudi, če bi imel več denarja in čisto lepo živel, bi še vedno pisal enako dobre skladbe, mogoče bi jih napisal še več. To vidimo pri Pucciniju, recimo, ki je bil na začetku zelo reven, potem je pa zaslovel in je bil bogat in še vedno pisal lepe opere. Meni je ustvarjalnost tista, ko je prva. In potem, jasno, nekdo je zaradi tega hrepenenja, ki je toliko močno se v njem razraslo, bi pač pisal, pa tudi, če umre od lakote. Ker je bila ta, rečemo, ta moč tega življenja, ko se je prelilo skozi njega, toliko velika, da je tudi preživetvene mehanizme ugasnila. In ne vem, jaz mogoče sem malo ekstremno včasih, ampak meni se zdi to absolutno najboljša možna pot. Bi lahko kaj več povedal o tem, koliko je glasba pomembna za možgane? Z veseljem, vsaj nekaj. Tako, po plati dražljaja ali pa nekega čutnega vnosa je glasba najmočnejši medij, ki nagovori možgane, najmočnejših nahrani. To se vidi ali pa to se raziskovalo na ta način, da se je ugotovilo, da v bistvu glasba aktivira največji del možganske skorje in hkrati možganskega tkiva, ker nagovarja in čustva in intelekt hkrati. Sploh glasba, ki ima strukturo, pomeni struktura, ritem, tempo, fraziranje, a ne, struktura glasbenega dela nagovarja korteks, ker ti moraš razumeti, a ne, zaporedje, predvidevanje, predvidaš, pomeni zelo nagovarjati višje funkcije kognitivne, medtem ko harmonija, melodija in vse, kar je dinamike, pa tudi tega igranja z ritmom, nekakšnih sinkop, pauz, ta kombinacija med tišino pa glasbo, je tista, ki pa nagovarja čustva. Imamo hkrati aktiven velik del skorje in velik del teh, rečemo, čustvenih delov možganov, kar pomeni povezave so zelo močne. In če mi aktiviramo, pomeni, če omogočimo možganom, da funkcionirajo na tako široki ravni, je to za možgane, tako kot je rekel Ziegel, dragoceno. Zato, ker možgani rabijo biti aktivirani, če hočejo živeti, ker celice, ki se ne aktivirajo, ne dobijo hrane, a ne? Ker očitno jih ne rabimo. In začnejo počasi te povezave odmirati. In če hočemo nahraniti možgane, jim moramo omogočiti dražljaje, ki jih naredijo žive. In glasba ima tukaj v bistvu privilegiran prostor. Zato, ker nagovarja vse. Kako se to vidi? Moja zadnja izkušnja s tem, čisto praktični, je bila v kontekstu
pediatričnem, rečemo, ambulante, kjer je bila skupina hipersenzitivnih otrok, ki so mogoče malo težjih je zregulirati, težjim je pomagati, da nekako se pozornost ohranijo, da se umirijo, da najtežjih je nahraniti, rečemo, tako čisto možgansko. In ti otroci so imeli različne, rečemo, senzorne kotičke, in v vsakem je bil en del aktiven. Ne? So bili živahni v gibalnem, so bili živahni v tem senzornem, kjer so tipali različne stvari, so bili živahni tam, kjer so gledali, kjer so karkoli bilo tacga vizualnega, ali pa se igrali s temi igračkami vizualnimi. Ko so prišli pa v glasben kotiček, je bil pa občutek, prav ta, rečemo, tak vtis, ki si ga dobil ob tem otroku, ki je tja prišel, kakor da je prišel na malco. Ker je bil hkrati aktiven, je hkrati pomirjen. Pomeni, možgani so dobili dovolj energije ali pa dovolj aktivacije, da so lahko se za trenutek ustavili. Mislim, niso se ustavili, ampak da so za trenutek lahko delovali bolj povezano. In so otroci pa se prišli malo nahraniti, pa so šli pa nazaj delati druge stvari. In meni je bila v bistvu ta kvalitativna razlika med ostalimi čuti pa glasbo. Jasno, glasba je malo tudi povezana z gibanjem, tam je tako, da bi prišli pa poslušali, ampak so ustvarjali glasbo na preprostih inštrumentih, jasno naravni zvoki, ne neki elektronski. In je to res se je videlo, da je nekako prisilno možgane, da dajo vse, kar imajo, in to jih pomiri. To bi bilo tako ena od takih stvari. Sicer pa jasno tudi pri odraslih, ali pa v bistvu na celem, od novorojenčkov do dementnih starčkov, je glasba tist dražlja, jasno primerno ustvarjena, primerno dozirana in tudi ustrezno strukturirana, ki omogoča optimalno delovanje. In tudi neko optimalno regulacijo. No. Pomeni glasben dražljaj, če je res ustrezno strukturiran in bogat, bo omogočal najgloblji stik s sabo in hkrati neko razumevanje, da stvari, da čustva imajo nek proces, da imajo neko predvidljivo gibanje in to glasba prenese. Ne za vsak hrup, ampak glasba pomeni, mora imeti strukturo, mora imeti harmonijo urejeno. Tudi če je lahko zelo moderna glasba, ampak mora biti harmonična. In tudi jasno, mlajši otroci, ko so, bolj mora biti v tem frekvenčnem spektru človeškega glasu, ne prenisko, ker nizki, ostri toni, jasno, bojo prebudili alarm, ker mi po zvoku zelo dobro vemo, kjer zvok, ko greš po gozdu, je v redu, pa neka vejca poči, pa vsi odskočimo, pa v bistvu ni nek hud, hrup bil, ampak vemo, ta zvok pa ni. Pomeni, če bi mi dalo neko skladbo, to, kako se na vejca poči, ko nekdo stopi, jasno bi sprožila alarm. Zato na nek način mora biti sploh za otroške možgane, mora biti v tem spektru človeškega glasu, najraj ženskega, materinskega glasu, rečemo, to je glas, ki ga posluša že otrok pred rojstvom, in vemo, da slušni aparat je že, mislim, da kar nekaj časa, ne bom rekla, da ne bom rekla narobe, je že kar nekaj časa pred rojstvom polno razvit, pomeni, že slišimo, že zvok prihaja in prihaja iz notranjosti in od zunaj. Ker mi poslušamo in preko kosti in preko ušes. Tako da novorojenček se že rodi z neko izkušnjo maminga glasu. In to je že varno zanga. In potem, ko pride na svet in sliši ta glas, seveda bo ta glas tisti, ki ga bo najbolj pomiril. Potem se bo pa navadil še na ostale glasove, zvoke, hrupe in se bo tudi na ta način, tudi možgani v bistvu zelo močno strukturirajo, glede na zvočno okolje, v katerem je novorojenček rojen.
In tudi tukaj je pomembno, da je ena stvar, ko je mene neskončno v bistvu razžalostila, je ta, da je sploh ljubljanski vrtci, ogromno vrtcev v bistveno prehrupnem okolju. In so otroci cel dan, sej nezavestno, ampak izpostavljeni hrupu. Hrup pomeni alarm. Mi se morajo vzgojiteljice 5-krat bolj pomatrati, da jih umirijo pa aktivirajo, zato ker en del procesorja je zaseden s tem. In veliko energije v to gre, da mi nekako odslišimo hrup, ki ni primeren. Zato je bilo prav en cel projekt na JZDelu, kako vsaj izolirati vsaj tiste zunanje stene igralnic, ki so najbližji cestam ali pa kjer se največ tega hrupa prenese, da bi zavarovali to okolje. In včasih je tako, da samo znižamo hrup, pa je počutje recimo otrok popolnoma drugačno. Če pa še lahko vstopimo noter z neko glasbeno dejavnostjo, aktivnostjo, od ustvarjanja do poslušanja, petja, potem pa sploh omogočimo, da to okolje postane bistveno bogatejše in s tem so tudi vse ostale aktivnosti bolj, se otrok lahko jim bolj posveti. Ker cilj je, da otrok od tega, če nekje je, da od tega nekaj ima. In glasba je tisti medij ali pa tisti način, preko katerega omogočimo najboljšo umeščenost ali pa najboljšo aktivacijo. No? Največ lahko posrkajo od okolja in tudi največ zregulirajo. Ne vem, kakšna je vajna izkušnja, ampak jaz, če ne bi imela vsega nabora glasbe, ne vem, kako bi bilo hudo ljudem okoli mene. Mogoče tako čudno vprašanje, no, ampak a pa ne. Kako bi pa recimo vse to, kar ste zdaj povedali, koliko je glasba pomembna v naših življenjih in kaj vse v nas prebudi in tako naprej, kako bi to peljalo v partnerski odnos? Ali sam tako, ne vem, včasih me prav preseneti, kakšni klienti, ki se malo še spoznavamo, pa jih tudi vprašam, kakšna glasba vam je všeč? Poslušam glasbe. Sem kar tako. Kako? Vsaj meni je glasba zelo blizu, in jo imam izredno rad v svojem življenju, vsak dan. Ja. In ko slišim, da nekdo sploh ne posluša in potem, ko ste zdaj opisali vse to, koliko je pomembna, ne vem, mogoče tako čudno vprašanje, ampak sem se prav malo vprašal zdaj. To je genialno vprašanje, zato ker meni se zdi, da je ena strašna osiromašenost v naši družbi, če ljudje nimajo možnosti priti v stik z neko kvalitetno glasbo. Kvalitetno v smislu, da je res bogata, da ima neko vsebino, da res omogoča eno globli stik. In jaz bi takmu paru rekla, mislim, je to genialno vprašanje, da jih to vprašate, zato ker to veliko čustvenega razkrije, in bi rekla, kakšna je pa glasba vajnega odnosa. Kako bi oglasite njihov odnos? Bom še danes uporabil. Pa bomo videli, kaj bo rekli, kakšen zvok je vajen odnos. Kako bi ga vi, v čem bi ga prepoznali. In pol gremo od ritma, pomeni kakšna intenziteta stika, od tempa, koliko hiter gre odnos, od harmoničnosti, koliko različnih stvari lahko uglasita med sabo. Ker jasno, to je tako zanimivo, kako se tudi v terapijah ali pa sploh v razmišljanju o odnosih, v raziskovanju odnosov uporabljajo izrazi, kot je uglašenost, ritem, potem kaj so že kakšni taki harmoničnost, ali je naš odnos harmoničen, a ne so glasbeni izrazi. V bistvu res, ja. In jaz bi šla s temi glasbenimi izrazi iskat skladbo njunega odnosa. Pa bom povedala, kaj boste pogruntala. Ok. Kaj pa, še to, sem rada vedela, kaj pa ples? Recimo, kaj je tako pomembno, glasba, potem pa še izražamo skozi našo telo. Ja. To je, rečemo, zmagovalna kombinacija. Ja.
če lahko, ko mi svoje telo znotraj nekega urejenega, čustveno bogatega sistema lahko premikamo ali pa se celo lahko najdemo drug z drugim. To je nekaj najbolj dragocenega za gradnjo odnosov. To ne pomeni, da zdaj moraš trenirati standardne plese. Tako. In se učiš obrti in korakov in šteješ in si greš na jedra, zato ker je on tako štorast ali pa ona se ne pusti voditi. Ampak zavedanje, da mi smemo slediti nekemu ritmu, neki harmoniji, da smemo med sabo se uglasiti in med sabo izoblikovati nek predvidljiv, rečemo, vzorc gibanja, to pa je nekaj zelo dragocenega. In lahko se to pokaže tudi na plesu. Ni pa nujno. In lahko, če mi vstopimo v ples, je spet tako, a nas to pritegne, a rečemo, joj, ko poslušam glasbo, že kar začnem se premikati, ali pa moram iti tja, zato ker je nekdo to rekel, pa bi morala biti zelo dobra glasba, da bi lahko mečkan se spustil v telo in rekel, ne, to je zame. To je zame, jaz smem se premikati na glasbo. Zdaj si prav skušam predstavljati, kako se kakšni moji klienti, kako plešejo skupaj, pari, ki so neka nova sfera. Ja. In to, če imate vse, če imate tako občutek za to, ne, pa izkušnje s plesom, potem hitro vidiš ples teh dveh partnerjev. Vidiš, da te dve telesi, a to sploh se lahko skupaj premika. Tako. Ali ne, ali to bolj na karate stil. Mislim, čeprav tudi pri borilnih veščinah je neka koreografija. In to koreografijo moramo v parih najti. Če uspemo narediti bolj glasbeno, je to nekaj zelo dragocenega. Ampak najprej moramo razumeti koreografijo, ki je že dana, potem pa vidimo, v koliko surovi borilni veščini smo, da je počasi prinesemo noter res ritem, tempo, harmonijo, melodijo, fraziranje in potem to lahko zmehčamo. Recimo taka borilna veščina je capoeira, ko je bila skrita, naj bi bilo tako, jaz ne vem, to čisto res ali ne, ampak to je neka španska borilna veščina ali brazilska, ki je v bistvu v ples noter zakamuflirani so ti borilni gibi. In nekako tako si jaz predstavljam nek konflikten par, ki je zelo še v tem grobem borilnem plesu, da začnemo najprej s capoeiro, pomeni, damo malo melodije zraven, tile gibi se majčkeno upočasnijo, pa malo harmonizirajo, pa počasi opuščamo borilne gibe, pa damo noter plesne. Si to lahko predstavljam, ker sem treniral. Okay. No, pa pred očmi. A bi to pa šlo? Ja, mislim, zelo lepo ste opisali to. Mislim, si prav predstavljam. Bi vas pa vprašal, oziroma naj oba zanima, ker ste tako lepo rekli, uglašenost med paroma. Kaj je pa ta biologija zadaj za tem, da se oglasita dve telesi, drug na drugega? Ja, to pa pomeni, da se stanje možganov in možganski valovi na tej čustveni ravni, ne besedni, organski, da se uskladijo. Pomeni, to bilo pa lahko, recimo, tako narejen, če jaz čutim neko veselje in se to veselje izraža na mojem obrazu, bo moj obraz sprožil v partnerju tudi možnost, da začuti to veselje in se hkrati tudi njegovo telo, kar začuti veselje, ki je prišlo, rečemo, z mojega obraza, se uglasi, pomeni, aktivirajo isti možganski mehanizmi, kakor so aktivni pri meni, ko sem vesela, in potem se to veselje prelije tudi na njegov odziv in tam se lahko reče, da sva oba v istem čustvenem stanju in drugemu krepiva to čustveno stanje, ker potem se tudi na njegovem obrazu recimo pojavijo te iskrice v očeh in iskrice v očeh bojo pri meni aktivirale, še bolj krepile ta odziv in potem se nekako najdemo v taki sinergiji. Pomeni, možgani enega in drugega, ko so uglašeni, so podvrženi istemu čustvenemu stanju in aktivirani so isti možganski krogotoki. Ko se socialni krogotok aktivira po robeh, takrat lahko kar z veliko gotovostjo
rečemo, da oba čutva isto. Jasno, bom jaz veselje opisala na en način, pa mogoče telesno čutila na en način, on bo čutil veselje na svoj način, ampak še vedno bo šlo za isto veselje. In če bi nekdo takrat slikal najne možgane, bi gotovo, da so aktivni isti deli, isti krogotoki. To je nekako, bi rekli, da je oglašenost. In mi se lahko oglasimo tudi v alarmu. Ne, pač na katerem koli čustvenem stanju si ga sporočimo in možgani takoj razumejo. Ogrožen, brano, ne. Moraš biti oglašen zato, da je tvoja reakcija primerna temu, da se ali braniš ali pa približaš človeku, ki je pred tabo. Kaj pa, če oseba slepa? To je tudi dobro vprašanje. Takrat se nekako razumem, kako res to razumem, je, da se vsi ostali čutni vnosi okrepijo. Jasno, ni isto. In tudi za nekoga, ki vidi, biti v nekom, ki je slep, je tudi izziv. In kakor je težko, če se nauči drugega, ne more zanesti in s tem tudi ne čist na izrazen obrazu, greva oba bolj počas. In moram tudi jaz okrepiti druge čutne vnose, da razumem, da se nekako lažje, da bi se lahko oglasila na človeka, ki je slep in ki je pred mano, in on se mora prek teh drugih čutov nekako se z mano povezati. In tukaj jasno gre lahko stvari malo bolj počas, ampak se razvijajo. Oba morava nekaj vložiti v to, da razvijava ostale čute, oziroma sploh tisti, ki vidi, da mora še močnej, a ne biti pozoren na to, kako govori, kaj reče, koliko se približa. In se moraš malo zregulirati, bi rekli temu, da lahko se neka oseba, ki ne vidi, ob tebi počuti varno in da potem, ko ti začutiš, da se ta oseba ob tebi počuti varno, lahko začneš graditi svoj glas. Govorjenje, dotik, približevanje, tako. Nek napor je treba vložiti. In potem se ravno tako lahko oglasimo. Ali pa če nekdo gluh. Ali pa, je tako, jasno, stvari trajajo dalj časa, več pozornosti rabimo, prilagoditi se moramo na to, ni samoumevno. Jaz se spomnim, recimo, sta imela, če je nekdo gluha, smo pred nekaj leti imeli eno predavanje ene terapevtke, ki dela z znakovnim jezikom. Wow. In je bilo prav zanimivo, ker je v bistvu ta gluha oseba prišla za svojim spremljevalcem, in zdaj koga gluha oseba gleda, ne terapevta, ampak tistega, potem, ki malo še prevaja zraven. In je res prav ena taka močna dinamika. In ker si v bistvu sploh ne predstavljaš, kako sploh dela terapijo z nekom, ki ima eno omejitev ali pa ki nečesa nima. Ampak se da. Se da, pa še ena stvar je pri gluhih, da imajo zelo drugačen besedni zaklad. Wow. In ena stvar, ko je, ti misliš, da on misli tako kot ti, ampak ker je besedni zaklad to, kar ne sploh na področju čustvenih izrazov, on ne razmišlja tako kot ti, tudi ne doživlja tako kot ti. Zato je bilo recimo tako zanimivo nam poslušalcem takrat, če ima terapeutka, če zna znakovni jezik, se kaj nekdo rabi še prevajalca zraven. To točno verjetno zaradi tega. In je bilo zanimivo tudi, Andreja Poljančeva imela tudi en projekt s temi gluhimi. In to, kar so delali, je bilo, da so v znakovni jezik vnesli nove znake za čustva, ker jih prej ni bilo. Za čustvene določene izraze, ne vem točno katere, ampak se je začel delati na tem, da bi se tudi znakovni jezik razvil iz tega zelo konkretno, logičnega, na majčken, mogoče bolj čustvenega, in da bi se videla, bi to prinesli tudi tem, recimo, ko so od rojstva gluhi, ko nekako nimajo nekega dela že, da bi recimo v slušnem okolju razviti, pa potem to zmanjka. Da bi se malo razširilo tudi njihovo doživljanje s tem. Wow. In tle besedni zaklad je gotovo ena stvar, ko lahko zelo, zelo omeji tudi pri slišečih ljudeh dostop do notranjosti. Pri gluhih pa sploh. In to je na nek način v bistvu pravi hendikep. Da je toliko siromašena ta notranja dinamika, rečemo pa.
A smem še malo bi spremenil temo. No? Okay. Recimo postavitev družine. Kako se da čutiti tam ene vsebine, ki se projicirajo, ali pa sama projekcija. Se pravi, ne čisto oglašitev, ampak to, kar recimo terapevti doživljamo, ko nekdo nekaj reče, pa nas stisne v želodcu, pa poslušamo svoje telo, kaj nam vse sporoča. Da mi je pa všlo vprašanje. Ne, želel sem samo malo vprašati o naravi tega. No. Pomeni takrat, kadar v bistvu ni dejanske oglašenosti, pa ni tek tiste osebe, s katero bi se želel oglasiti, ampak je nek poskus, kako to strenirati izven unga odnosa. Tako. Ja, tle je tako. Pri vseh tehnikah, ki imajo to projekcijsko noto, pomeni, karkoli imamo kot material za neko projekcijo, je treba vedeti, da ta projekcija ne govori o dejstvih, ampak govori o trenutni sposobnosti doživljanja nekega spomina ali neke izkušnje za osebo, ki projicira, rečemo, ki ali postavi druge, pa reče, ti si moja mama, zdaj se pa obnaši, ali pa postavi, ne vem, figurce na tablo, ali pa išče fotogovorico ali karkoli. In še eno stvar moramo vedeti, to so tehnike, ki se uporabljajo takrat, kadar z besedami ne moramo in neposredno v odnosu ne moramo teh stvari nasloviti. To ni, da zdaj, ali je to tako kot antibiotik, ti ga ne daš nekomu, ki je malo smrkal. Ti ga daš nekomu, ki ima pljučnico. In takrat daš antibiotik. Pomeni, metode, ki nekako omogočajo neko uživljanje, tako malo, rečemo, inscenirano uživljanje, so namenjene res za takrat, ko ne moramo drugače. To ni, da zdaj bi morali vsi nekaj projicirati. In ko mi prebudimo neka čustva, so vedno lahko tisto, kar človek čuti, je pač njegovo, njegov telesni odziv. In če ti, ko projiciraš svojo zgodbo na nek medij, lahko ozavestiš en del čustvovanja, je to zelo dragoceno. In terapevt je tam zato, da to ovrednoti. In reče, ko vi pomislite ali pa ko vi tle zdaj vidite, kako bi nekdo se vedel, če bi mislil, da je vaša mama in ste ga vi postavili na neko mesto, kaj vam to pove? Koliko lahko midva zdaj lažje razmišljava o vaši mami? To ni namenjeno tistmu, ki igra mamo, to je namenjeno temu človeku, da enkrat vidi nekako utelešeno nekaj, kar je prej noter nosil, pa sploh vedel ni, da to nos, niti nima neke predstave. In potem, ko mi to vrednotimo in ko se to nekako umesti v problematiko, s katero se ta oseba v terapiji sooča, potem lahko mogoče z večjo varnostjo ali pa večjo gotovostjo začnemo iskati spomine in tudi večja verjetnost je, da se bo kakšen spomin lahko ozavestil, ker prej to ni bilo možno. Res, sploh kadar gre za zelo travmatične spomine ali pa spomine iz obdobij, ki so bila zaznamovana z veliko strahu, takrat se zelo slabo vtiskuje v spomin zavestni, ali sploh se ne. Ko hočemo te telesne spomine ven spraviti, je to zelo dragoceno. Ampak to je začetek. In potem, ko mi to aktiviramo, ta dostop do notranjosti, potem pa začnemo počasi graditi pa to neposredno iskanje pa regulacijo in jasno v sedanjosti, s katero se ukvarjamo, zaradi česar je človek prišel, iskati načine, kako bi lahko v sedanjosti kreiral spomine, ki bo bolj zavestni. Če je nekdo zelo prestrašen, zelo traumiran, potem ta strah lahko traja ali pa disociacija leta in leta. Vse te izkušnje so na nek način izgubljene za zavest in terapija želi omogočiti ljudem, da tisto, kar živijo, tudi si zapomnijo. Pomeni, da se učimo iz svojih izkušenj. In vse te tehnike so namenjene vstopu v to, da bi se človek lahko v sedanjosti začel učiti svojih izkušenj. Ne, da bi zdaj vlekel stare zgodbe kar naprej, ampak da bi videl, če hočem jaz imeti kontrolo nad svojim življenjem, moram pač se iz izkušenj učiti. In učimo se iz izkušenj, kako je tako, da delamo napake in da se osramotimo in da nam je žal in da se prestrašimo in da je kup teh vnosov, ki prej so morali biti umaknjeni,
zdaj pa ni treba več, zdaj pa lahko na podlagi tega skreiramo nekaj novega, ne, na ta način. To, kar pa terapevti doživljamo ob ljudeh, pomeni, da imaš, jasno, če si terapevt in nimaš telesnega odziva, pomeni čustvenega odziva na ljudi, ki so pred tabo, pol je boljše, da greš za kaj drugega. In ta čutenja, ki jih imamo, so namenjena ne nam, so namenjena klientu. Pomeni, če mi ob nekom lahko aktiviramo en določen del našega, ali pa se ob klientu aktivira določen del našega čustvenega aparata, je to za nas en nabor vprašanj ali pa nabor nekako intuitivnih drž, s katerimi lahko potem se zanimamo za tega človeka, drugače, kot če bi čutili nekaj drugega. A ne, če ob nekom ti začne srce nabijati in te je strah, boš seveda drugače spraševal, kot če te stisne v želodcu, ali pa kot če te taka jeza popade, da bi kar znoril. Ampak vsako to čustveno stanje nekako naredi podlago za razmišljanje in spraševanje. To ni tako, da rečeš, aha, jaz čutim strah, koliko je vas strah. Dej, če bi on videl, da ga je strah, bi to povedal. Če ne ve in ti samo čutiš strah, kaj strah pomeni? Bodi previden in daj varnost. Reč, kaj bi bilo za vas zdajle najbolj varno povedati? V smislu, vse, kar mi začutimo, je sicer lahko zelo zabavno, ker pa ti ni dolg čas, ampak smo dolžni nekako vrniti temu človeku. Kar ni znal povedati, nam je vrgel želodec, ali pa v grlo, ali pač kamorkoli. In mi smo odgovorni za to, da to omogočimo človeku začutiti, zaznati, razumeti in raziskati. In tukaj pride nekako na vrsto spretnost artikulacije, kjer pač jasno, na vsako čustvo boš isto vprašanje povedal drugače vsakmu človeku. Vsakega boš o tem, koliko ga je strah, vprašal zelo drugače, z drugo metaforo, tudi z drugim tonom glasu, z drugo hitrostjo, pomeni, to ta čustva naredijo. Uglasijo, umirijo in nekako tudi umestijo tvoj glas in tvoje razmišljanje, tvoje vprašanja, s katerimi pa stopiš do tega človeka naprej. Tako nekako jaz to razumem. Hvala. Zdaj, ko imamo še malo časa, Ja, oziroma se bližamo koncu. Ja. Mene bi zanimalo, kaj bi vi kot terapevtka, kot oseba, ki imate res veliko izkušenj na področju odnosov in tega in znanja, absolutno, želela sporočiti novim, pa mlajšim generacijam terapevtov. Na kje so dobri lahko, a pa recimo, kako opažate, kje so recimo naše močne točke, če se to razlikuje med generacijami terapevtov, kje so naše šibke točke? To je tako lepo vprašanje. Tako bi rekla, v globalu se mi zdi, da se senzitivnost veča in občutljivost ljudi tudi. Če si jaz predstavljam, to je že skoraj 30 let nazaj, ko sem se začela s tem ukvarjati, se mi zdi, pa ne vem, sem bila sam jaz toliko bolj robata, ali je bil tudi svet bolj preprost, ampak se mi zdi, da je bilo na nek način tako precej manj sofisticirano tole terapevtsko delo. Jasno, vedno vključevalo vsa čutenja, ampak je bilo prvič to manj znano, manj je bilo tudi te terminologije tako ulične, zdaj že vem, tako smešno, če grem kdaj na Rožnik, pa tako nehote kakšno besedo ujameš, kaj se ljudje pogovarjajo, pa odnosi, čutu, on je rekel, tako v smislu ogromen tega ljudje med sabo preigravajo kupenih vsebin. Takrat temu ni bilo tako. In vse, kar si rekel, je bilo novo. Skoraj. Sam rekel čustva, bilo že nekaj posebenega. In pa počas iz leta v leto, prvič je bil nek razcvet, sploh med 90 pa 2000 je bil s to nevroznanost, to je bilo meni kot tisto, končno lahko začnemo o tem razmišljati. Je tudi v znanosti prišlo do obrata in tam se je razprlo neskončno veliko polje in manevrski prostor, kjer se da res začeti to umetnost terapije gojiti. Ne samo obrti. Ali pa tega ni bilo zdaj vsaka stvar več nova, ampak je bilo,
to je sicer res, ne, da gre za čustva, kakorkoli, ampak veš, kaj vse še tle zraven. In je tudi, rečemo, literature, raziskav, to je šlo tako eksponentno in mislim, da se zdaj mogoče se malo umirja, pa malo bolj specializira. Je težje najti take prebojne pa kvalitetne stvari, ampak je šlo v to smer vedno večje senzitivnosti, vedno večjih detajlov in tudi vedno večje barvitosti, rečemo. In se mi zdi, da tisto, kar bi zdajšnjim generacijam terapevtov rekla, tudi glede na to, kakšne so potrebe terena, ne, potrebe ljudi, je to, da zdaj absolutno gremo zelo v smer, res to, v to umetniško smer. Pomeni, zelo, zelo se je treba potruditi pa najti besede, zato ker v bistvu ljudje prihajajo z zelo praznimi notranjostmi ali pa zelo neartikuliranimi, kljub temu, da se ves čas govori o odnosih. Pomeni, ogromno izrazov, ogromno trditev je že zastarelih v smislu, da ljudje že mislijo, da nekaj vejo in ko pridete, že vse razložijo, kakšen je vzorec odnosov, ampak to pomeni, vse to, kar je že razloženega, ne šteje, ni več uporabno. Zato, ker je staro in je neka mantra, na kateri mi vrtimo en in isti vzorec. Pomeni, tole moramo dati stran in najti nove besede, ki bojo spet prebudile nov način čustvovanja, ki bojo dale nek drug odziv. Pomeni, moramo iskati poti, po katerih lahko presenetimo človeka. Zato se mi zdi ta popularizacija teh terapevtskih vsebin, tudi strani terapevtov, jaz mislim, da moramo zelo paziti, kakšne klatimo v javnosti. Zato, ker ljudje bodo to mislili, da je res. In pa bodo začeli tako razmišljati o sebi in se bodo zapletali v te naše razlage in to ne pomeni, da bodo našli pot do sebe. In zdaj ne vem, bila moja pot taka, ali je tudi v celoti šla stroka v to smer, ampak če kaj bi jo želela sedanjim terapevtom, je to, da začnejo poslušati glasbo in brati literaturo in hoditi na slikarske razstave in v gledališče in filme in se pustiti naravo, se pustiti nagovoriti od tega, kje je še življenje prisotno. In iskati od tam, ne da zdaj ti razlagaš filme klientom, zdaj pa vi pogledajte ta film in bo vse drugače, ampak da ti okrepiš svoj besedni zaklad in svojo širino ali pa eno razumevanje, kje vse se življenje izraža na nekako različnih načinov, da bo znal prepoznati v eni sivi, zapleteni ali pa taki zapacani situaciji, kje so kakšni drobni vzniki nečesa živega in da boš to znal ven potegniti. Meni res eno čustveno fleksibilnost, hkrati pa čim več ogromno strokovnega znanja. Meni je iz leta v leto bolj groza, česa vse ne vem. In da nikoli ne bom vedela. Mene tudi. A ne? Ja. Jaz se včasih prav nekompetentno počutim. Grozno nekompetentno. In tako kot si prej ti omenil, kaj mi delamo s temi ljudmi? Kako da nimaš nekih orodij, nekega znanja. Pa stvari je še za usvojiti, pa spoznati, se naučiti. Ja, ampak raziskati. S tisto pač osnovno strukturo, ko jo imamo kot terapevti in tako gotovo stoji. Ampak ravno to so tiste vprašanja, ki, hvala Bogu, da smo jih terapevti začeli si zastavljati, ker to so vprašanja, s katerimi smo mi danes začeli. Ko se par začne to spraševati, jaz sploh nič ne vem, kaj jaz delam s tem človekom ob sebi, kaj jaz delam s sabo. Tle se začne življenje, tle se začne zanimanje. Tukaj lahko rečeš, dajva pa malo tole raziskati. Zakaj bi jaz poslušal Katarino, ki ima eno idejo o odnosih, če pa lahko tebe vprašam, ko si moja žena, pa bomo midva nekaj boljšega pogruntala. Ampak tisto, kar pa je naša odgovornost, je prvič, da držimo strukturo, da damo varnost in drugič, da ohranjamo to zanimanje, da ohranjamo to svoje zavedanje o nevednosti, ker to pomeni, da bomo začeli ljudi res najemati, pa jih spraševati. Mi ne vemo, kaj se z njimi dogaja zares, kako oni to doživljajo. Vemo pa kup, a ne rečemo stvari, s katerimi si lahko pomagamo, zato da ne potiskamo ljudi nekam, kamor ni treba. In se mi zdi, da tudi to zavedanje, da
nimamo vseh odgovorov, da vedno se lahko še kaj novega pogrunta. A ne. Je tisto, ki nas lahko vedno spomne, tudi ta par lahko vedno pogrunta nekaj novega. In mi smo odgovorni za to, da jim to omogočimo. Pri tem, da jasno ko se enkrat izoblikuje ta drža v terapevtu, da ga začnejo stvari zanimati, je na varni strani. Ko ni več samo obrtnik. In da postaneš obrtnik, je to takrat, ko se ti ne ljubi več delati terapije. Veš, postali dolgočasno, v redu, čas je za novo strokovno branje. Čas je za kakšno konferenco, da kakšnega srečaš terapeuta, te pa navduši. No, prišli smo do konca, mi je zmanjkalo časa in sem res zelo hvaležna ponovno še enkrat, da ste prišli, da ste vse to delili z nama in pa predvsem z najnimi poslušalci in gledalci. Ja, enostavno hvala za vso to znanje, ki ste ga pripravljena v bistvu deliti, ker se mi to zdi izjemno dragoceno. Če prej smo govorili, nimamo veliko znanja, pa imamo veliko enega neznanja, ampak imamo pa tudi eno znanje, ki pa je super, da se ga da ven. In jaz verjamem, da v naših gledalcih in poslušalcih, da smo danes prebudili to eno živo živahnost, kaj lahko midva narediva drugače, kaj lahko midva še sploh narediva ali pa kaj lahko jaz še sploh naredim. Super, najlepša hvala. Vidite, kaj naredi zanimanje. Še z mene ste zvlekla kup enih stvari. Ki se tako v smislu, ki sploh niso bile načrtovane v bistvu, ampak ampak to pomeni zgraditi nek odnos. Da je zanimanje in da je odziv. In ko se začnemo zanimati drug za drugega, pol zmanjka časa. Tako. Hvala. Hvala tudi vam, dragi gledalci in drage poslušalke, poslušalci. Vabljeni, da všečkate na eno vsebino, tale posnetek, delite mogoče s kom, če se vam je zdel zanimiv, pustite kak komentar. Subscribate, tako. Napišete, kakšne vsebine bi še želeli poslušati, kaj so tiste stvari, ki vas nagovarjajo, ki vas zanimajo, ki vam včasih ne pustijo spati, pa bomo poskusili čim bolj odgovoriti na ta vprašanja in te dileme. Tako da vabljeni ponovno na spremljanje najne naslednje epizode.